Včeraj pa smo se v knjižnici Medvode pogovarjali o ritualih, šegah in navadah, ki spremljajo naše vsakdanjike. In to z etnologom dr. Ambrožem Kvartičem, ki je že 2 leti Medvoščan. Skozi svojo monografijo Od imena do spomina je predstavil pregled preteklih in novih oblik šeg in navad na Slovenskem. Opisuje pa tudi tiste, ki se pojavljajo redko ali so povsem izginile. V delu lahko zasledimo tudi naše kraje. Rituali, šege in navade so ustaljena družbeno sprejeta dejanja, ki nas dvigujejo nad izkušnjo življenjskega vsakdanika. Pri tem skozi čas in prostor vztrajajo, izgubljajo svojo moč, izginjajo ali pa nastajajo nove. V knjižnici Medvode je etnolog, po novem tudi že 2 leti Medvoščan, Ambrož Kvartič, predstavil poljudno strokovno monografijo z naslovom Od imena do spomina. Za začetek pa je poslušalcem razložil 3 pomembne pojme, torej kaj je šega, navada in kaj obred. Šega, navada in obred so neki ponavljajoči se vzorci v naših življenjih oziroma v našem načinu življenja, v naši kulturi, s tem, da je razlika v tem, kako globoko gremo. Se pravi, navada je lahko nekaj zelo površinskega. To, da si pač vsako jutro umijemo zobe, je pravzaprav navada. In navade so lahko tako individualne kot tudi skupinske, pač ne vem, po družinah verjetno imajo navado sedeti v nekem točno določenem redu za mizo, ko grejo k kosilu. Šege gredo bolj v globino. Šege pomagajo vzpostavljati odnose. Šega je recimo rokovanje, šega so otvoritve raznih novogradenj, šege so tiste, ki pomagajo ne samo graditi odnose med ljudmi, ampak tudi graditi odnose, ne vem, s presežnim, kakorkoli že to kdo razume. Se pravi, polno je nekih verskih šeg ali pa s šegami se poskuša tudi vplivati na naravo, da bi, ne vem, bolje rodila ali prerokovati, kaj se bo zgodilo. Vse to so šege. Obredi so pa zelo strukturirani trenutki na v koledarski časovnici ali pa v časovnici nekega življenja. Se pravi, trenutki, ko po nekem točno določenem predpisu nekaj storimo z uporabo simbolov, precej simbolne govorice in konkretnih simbolov, zato da po obredu ne bo več tako, kot je bilo. Se pravi, obred pospremi nekoga iz nekega življenjskega statusa v nek nov življenjski status, se pravi, najprej nisva poročena, potem se zgodi obred poroke in potem sva poročena, recimo. In obredi imajo pa pač največjo težo v neki tej hierarhiji teh ponavljajočih se elementov v kulturi in življenju. V knjigi so predstavljeni raznoliki mejniki na življenjski poti posameznika in s tem nagovarjajo vsakogar od nas, ki se bo v njej na marsikaterem koraku tudi prepoznal. Gre za klasično in obsežno temo v etnologiji in antropologiji, vendar pa je v tej monografiji prvič na enem mestu obravnavano vse življenje. Ne samo rojstvo, poroka in smrt, ampak tudi vmesni rituali, od verskih obredov in osebnih praznikov, ki nas spremljajo. Poudaril pa je, da se tako kot svet tudi rituali spreminjajo, kar lahko vidimo na primeru nerojenega otroka. Stvari se spreminjajo, lahko se hipno, lahko se postopno, ponavadi se spreminjajo ob tem, ko se dogajajo tudi siceršnje spremembe v družbi in kulturi. Se pravi, če recimo pride do nekega zelo tehnološkega napredka in to je pri rojstvu. Prej se je rojstvo in nosečnost skrivalo, rojevalo se v temnih sobah, zato tudi ne obstajajo stare slike, recimo rojstev, kakorkoli. Potem pa otroci niso več umirali in ljudje se naenkrat nismo več bali tega, da bi nam otroci umirali in smo v ritualno življenje popolnoma spremenili. In danes recimo z baby showerji, ki sploh še nimajo slovenske ustreznice, čeprav sem slišal že za štorklino zabavo, slavijo otroka še preden se je rodil, kar je čisto nepojmljivo za nekoga, ki je živel v 19. stoletju. Avtor pa je v knjigo vključil tudi odlomke iz slovenskih leposlovnih besedil, spominskih zapisov in časopisov ter celo nekaj anonimnih komentarjev z družbenih omrežij. Seveda pa je vsak ritual, šego krasilo tudi slikovno gradivo. Avtorja smo vprašali, ali lahko bralci v knjigi zasledimo tudi naše kraje. Ko govorim o cahnih, ki napovedujejo smrt, torej neki dogodki, ki jih ljudje interpretirajo kot nekdo bo umrl, namreč stara
staro verovanje ali prepričanje je, da če sova zapoje blizu hiše, da bo v tej hiši nekdo umrl. To je predstavljeno v knjigi in ob tem je fotografija ene sovice ali čuka ali karkoli je že, ki stoji na začetku gozdne učne poti kot so nogega čuka Valentina na Golem Brdu. Knjigo pa si lahko izposodite tudi v knjižnici Medvode.